YouTuberke, daj prazno klapo. Aj dosti energično. Prazna klapa ga je dobila. Ne morem ji videti. Okay. Too much. Rekla sem nama ful energično začeti. Aj bilo dost? Bilo. Dobrodošli v oddaji Izgubljen časa z Juretom in Moja malenkost, Markom. njegova malenkost. Moja malenkost. Za začetek, dajte se subscribe-at tle dol, pa dajte tam na onemu drugemu delu interneta klikati na Instagram, pa na lajkat, pa tako naprej, da se povežemo in da smo za zmeraj skupaj. Dragi gledalci, izgubljati čas je težko, so ugotovila. Izredno težko. Ne moreš kar kvalitetno izgubiti časa. Ne. Niti ne želiva kvalitetno izgubiti časa. In danes so ga zelo nekvalitetno izgubila kar nekaj. Zelo. Namreč podala so se v džunglo. V džunglo. To je bila, ja, džungla. Ampak ne ta džungla, ampak bolj ta džungla. Sladko na sladko. Midva bi rada odkrila, kakšne so vrednote današnje mladine. Pač jebiga, niso več zares mlada. No. Nekako še zgledava mlada, ampak Nismo pač pa zares. bistveno starejša sem, kar zgledava. Ali pa jaz sem bistveno mlajši, kar zgledava. Ampak čas je, da raziščemo džunglo. Živjo, moje ime je Ula in to je naš nov kanal Džungla. Današnji video je blind dating in jaz si bom izbrala mojega sanjskega fanta, pa bomo videli, kaj bo prišlo ven. Jaz bi dala blind date. Jaz sem slobil enkrat. A res? Da Ja. nekaj povej o tem. Ja. Ula, tako smo se zmenili v avto, a? Hitro pa šeri, lajki, subscribe, pa pokomentiri. Vse smo zmenili vnaprej, to je zgolj za zabavo in Pač ja, dejansko ne gre na blind date, ker vse te tipe pozna. In verjetno glede na hudo narečje tudi prepozna po glasu. Pa ni to blind date, kot temu se reče. Fake dating. A ste pripravljeni? Prvo vprašanje, opiši idealno punco. Številka 1. Mora biti fajna, energična, dober karakter, poštena. Fajna, dobra, če je pa dobra, je pa tudi v redu. Punč številka 2. Podpišem se pod njegovo izjavo, kar pa bi še dodal je smisel za humor, a ne? Da se zna pohecati. To je to. Mi smo imeli malo strgane kavbojke, ko smo bili mladi. Zdaj kavbojke kar dost čist strgane v bistvu. Kolena so zelo seksi. Sicer ne vem, ta kolena so malo žgoljala. Ta kolena so boga kolena, zdaj kot da na kahli sedu. V zelo visokih štufih sedu na kahli, na skretu. Ok, številka 3. Dve košarca. Wow. Da je košar. Skromen. Prijazna, da je zgovorna, da zna nasmejati. A ti poznaš kjero prijazno z D košarco? Te tri gol skrbi, fuck, kao če naši ta stari to vidijo. Malo me skrbi. Za današnjo mladino. Ja, kaj mislim na to pač to je veliko gledoma, ne to. In to gleda predvsem zelo veliko punčk, ki nimajo te košarce. Si še ustvarjajo pač... Košarce. Pa so zelo pozorne na to, kako izgledajo, ne? Obremenjene s svojim videzom. In zdaj, če ta zbi kul hoče te košarco, pa ni... Pa na dobo, ne! Tejo pa dobo. 4. Mora znati kuhati, da bojo naši trebuški siti, da zna pet, da se poširi to v družini. A da se skupaj dereta, ne? Tako, ja. Ok, tvoj komentar mi je bil ful všeč. Ok, Ženskam je všeč, da jih dajemo ta kalup, konzervativna ženska, gospodinja, mama z velikimi joškami. Ja, pač to vsi hočemo. Tako da punčke, če gledate najin kanal Izgubljen časa, Take boste! take morate biti. Ja, meni bi bilo ful fajn, če ima kar velik karakter, ne, taka globoka duša. Pa ta siguren še ni videl Jožko živo, ne? Recimo lepo oblikovana kot moja številka. Sprav. Tako
tako, neko skoliozo ima, kako se temu reče. Skoliozo. Nikoli si nisem mislil, da bo prišel ta dan, ko mi je rekel, kvaj z današnjo mladino. Ne? In to pa ne še 30-ih. Pršuje. Kva še le bo imel star 60, kako to zgleda, ali je hodil po Ljubljani pa tepu te mulce. Vse punce me skoliozo. Ste tam juri? Fajn je tudi, če zna dobro pohano narediti, s tem se definitivno prikupi, kakšna prekmurska gibanica, dečki, ne? Te tipi so očitno sanski moški današnjih mladih deklet. Ja. Glede na to, kako je rekel prekmurska gibanica, fantje. Kakšna prekmurska gibanica, dečki, ne? Kakšna prekmurska gibanica, dečki, ne? Jaz mislim, da prekmurska gibanica ni prekmurska gibanica, ampak je nekaj drugega. A si gledal ameriško Pito, ker s Pito nekaj delajo? Ne vem. Kaj delajo s Pito? Ne vem. Ok, 6. Meni je najbolj pomembno, da je predvsem energična, ker se dosti jaz ne smejim in da me zna zelo dobro nasmejati. Diplomatski odgovor je fajn. Ne, ni diplomatski odgovor. Ta fant je normalen. Ja. Sebe je ponižal, da se je ponižal za njo. Da se je zasmili, bogi srod. Ok, kam bi me peljal na prvi dejt in zakaj tja? Kam bi te peljal na prvi dejt? Ok, torej vidim, da ne smem odgovarjati preveč takih o košarcah pa to, a ne? Končno se dojel. Zelo hotel je peljati v košarico. Jaz bi te peljal na eno romantično večerjo ob svečkah. Svečke, lahko tudi McDonald'su daš. Boma romantična večerja v McDonald'su ob svečkah. Mislim, lej, Meka imam rada, tako da tudi to bi šlo. Pa imaš rada Big Maca, a? Jaz predvidevam, kot ponavadi dekleta imajo rade hišne ljubljenčke in jaz bi jo peljal v Cat Cafe. Hrana, male mačke, briketi, fajn von po mačjem WC-ju, svečko bom dal. To je to. Andrej sledi temu, kar je rekel, da je žensko moraš pač ponižati. Ja, moraš jo žensko moraš zmanipulirati. Neki zvečer lepo po zvezde gledati, pa to tako lepo komet, pa to vse kar nam je. Komet? Ded bo komet najdu. Kava če je oblač. Ej, stari, na komete te bo pel. Komet Serbus, še teden imam dejt. Pa komet, ja. Čak, da bom naredil en joke, pa ne bo skozi. Tvoj odgovor je bil pa ekstra. Ekstra slab, ekstra čuden, ekstra poprečen, ekstra zlagan. Pa jaz bom zdaj vsakega nekaj. Najprej mogoče neki romantični sprehod do ene sladke kavarne, po poti bi ptičeke poslušala, kak nama romantično pojejo, pa bi si nekaj sladkega privoščile. Pol pa mogoče kakšna večerna masaža ali pa kopel v kakem fancy hotelu ob sladkih jagodah, vroči čokoladi. Vse sladko. Za sladke deklice je sladko, ne? Za sladke deklice je sladko, ne? Se zdaj simpatično, zato kaj star, ne vem, še Ja. ni 20, ampak če bi to rekel 45 let star tip. Če bi to mi da rekla. Jaz pa mislim, da bi šla kar v kino. Kar te sicer ona plača. Ula, to je tako neizverno, kar ti je zdaj šestka rekel, da... Ko si zik, da je ne bi pelo kam v kaj sladkega, sladko kopel, pa kaj seksualne masažo. Že ta je enkrat pizde zgleda malo prestar za to igrico. Zastrineš, ko še enkrat brado. Jaz se še urinu. Zdaj mene, ja, jaz bi jo pa z nekaj sladkega bi nastavil in bi te porinil v moj bel kombi in bi te odpeljal nekam na samo. Ok, to bi šlo. Opiši svojo zadnjo vezo z eno besedo. Več besed je samo ne prav naj. Kaj več besed? Eno ti. Kaj si ga čula? On sploh ne ve, gledaj, on sploh ne ve, kaj govori. Toliko lepih je, da pač... A ja, všeč ti je bilo? A všeč ti je bilo v tvoji zvezi? To je pa nenavadno za mladega fanta. Ok, 5. Prekislo? Prekislo. Kaj prekislo? Kaj ne bi to pomenilo? Prekislo.
Da ima on to svojo bivšo neko eno kozarco nasekano. Uloženo. Uloženo v kis. Kislo na kislo. Pol pa še 6. Ekstremnost. To je pa, ta je bila pa brca v temo. Ker rekel je, da ne govori veliko. To je bilo pa... Mogoče sta se kdaj pogovarjala, pa mu je bilo tak stres, da je... Ok, imam še eno vprašanje, ker se ne moram čisto odločiti. Katero pesem bi zapel punci za podoknico? Ne zanima, kaj bo 6 rekla. Ekstremnost. Nekaj enostavno, jaz ne vem zakaj, jaz sem feeling, da bo rekel, ne vem, Čuki ali pa Adi Smolar. Mislim pa, da bi kar pod oknom sem stal in bil sem vesel. Bil sem bliz. Kaj pa je to? Pod oknom sem stal. Četrto vprašanje pa je, kaj ti je najpomembneje v življenju in zakaj? Jaz bom edini, ko bom iskren. Ful veliko kdo reče, da denar ni pomemben. Pa je pomemben. Meni je ni mi denar najbolj pomemben. Malo ga. Sreča. Evo, to. Sreča, ki je pogojena z denarjem. Res je prepričljivo to rekel. Sreča, da. Ker pozabim na tisto. Zdaj bo zvenelo diplomatsko, ampak družina, ne, ker brez staršev ni nič, ne. Brez staršev ni otroka. Brez staršev ni otroka. Kaj ne bi to pomenilo? To je ta disničarska za otroke, gre pa to. Zvestoba. Wow. Okay. Kaj bi naredil, če bi na lotu zadev glavni dobiček? Jaz bi se pa najprej s tabo posvetoval, najprej bi malo proslavila, ker smo taki srečni dogodek zadela, nekaj denarja. Potem pa bi bila prijazna, seveda, ker si ti taka dobra duša, pa jaz bi bil ob tebi dobra duša, pa bi malo razdelila med bližnje, med znance, si privoščila kakega malega pomerančka, mu kupila brikete. Evo ga, pa sem se zlagal dovolj, da sem jo osvojil. Evo ga. Pa sem jo zmanipuliral. Zdaj pa še bonus vprašanje. Je pa povej kratek vic. Nok. Kdo je? Komet Serbos. Jaz sem. Oh my god. Tole pa bo... Ampak pomeranca, ne, to še vse je 110% od 100. Ok, zdaj bom pa izločila 4, zaradi tega, ker me je pa 5 s pomerancom ful prepričala. Se pravi, ni je prepričal fant, ampak pomeranc. To so pa te sodobne ženske, ki imajo moškega samo za zadovoljevanje potreb, drugače ima pa pse pa kariero. Mene je bedno, da je zmagal res samo z manipulacijo. Sladko. Sladke deklice. Sladko! Zmagovalec je številka 5. Ok, kakšen ti je bil tale blind date, pa kaj sledi zdaj? Predvsem zelo zanimiva izkušnja, ne? Izvirne... In to je to. Ta džungla je nekaj, ko greš not in ne prideš več normalen. Evo ga. To je to za današnjo izgubljanje časa. Nisem izgubila le časa. Ja, jaz sem še malo izgubil upanje v naslednje generacije, ampak glej. Ja, v komentarju napišite, koga bi vi zbrali na slepem dejtu. Če bi bili slepi. Košarc nimava, mava pa to. Možda bi se jaz mogel popult tako obrvi, kot ta tip. Ne, ni.